Ta dvorana Luknja, kot jo Mariborčani imenujemo, bo vaš dom v naslednjih 10 dneh. Kakšne so bile te zadnje finalne priprave na podvig? Počitek, čisti počitek je bil v bistvu zadnje 2 do 3 dni sem treninge pa vse pustil na stran, preklopil samo na psihični del treningov. Nekaj sva naredila še z psihologom skupaj, ostali del priprav sem naredil sam, kar tukaj na terasi v Luknji. Drugače sem pa delal več ali manj to, kaj mi je fajn. Tako da šel sem na bazen uživati z hčerko, šel malo okrog po mestu, pešlo, kaj že dolgo nisem imel časa. Tak je zdaj, v bistvu vse, kar me sprosti in kar mi daje dober občutek. Kaj boste najbolj pogrešali v teh naslednjih dneh, ki jih boste prebili tukaj na kolesu? Po mojem tisti čas z ljudmi, ki sem ga preživljal zdaj, to je, ampak dobro, tudi to ne bo taki veliki problem, glede na to, da bo večina teh ljudi kar tukaj zraven mene, ali v obliki komisije, ali pa zgolj kot sama podpora za rekord. Drugače pa po mojem, službo bom tudi malo pogrešal, sigurno. Tisti stik z ljudmi, pa vse, ki ga imam sicer, to mi bo manjkalo. Ko takole gledate vašega brata za sabo, me zanima, ali se kaj spominjate časov, ko ste tudi vi imeli par neprespanih noči v podiranju rekorda? Kaj pa vem, do zdaj še nisem razmišljal o tem zaradi tega, ker zdaj v glavnem razmišljam o bratu, ampak mislim, jaz se dobro spomnim tistega časa in zdaj, ko razmišljam o njem, je verjetno malo težje, ker če si samo v tej situaciji veš, da boš pač dal vse od sebe, zdaj pa vem, da mora dati brat in verjetno me malo bolj skrbi. Morda kakšen nasvet, kako premagati spanec? Ja, ne spati. To je edino to. Mislim, pridejo intervali, pridejo padci, potem si poln energije in spet padec, ampak treba je pač se odločiti, da ne boš zaspal. Najlažje je to primerjati recimo s tistim občutkom zaspanosti v avtomobilu. Mislim, da ga vsi poznamo, vsakemu se je kdaj za volanom spalo in potem, če se spomniš, kako je, kar glava kinka in to pomnožiš z 100, dobiš približno občutek, ki ga imaš po 5 dneh brez spanca. Približno tak je. Kakšna je strategija v naslednjih dneh, kdaj boste prvič spali? Prvič bom spal, če lahko temu tako rečemo, spal v nedeljo zjutraj. Točne ure še zdaj ne vem, bomo videli, kako bo tudi počutje. V nedeljo pač predvidevam tam nekje enkrat med 5 uro zjutraj pa 9 uro. Bo tisti prvi daljši počitek. Kdaj pa pričakujete tisto prvo večjo utrujenost? Zdaj po izkušnjah, ki smo jih pridobili v februarju, takrat v 5-dnevnem maratonu za rdeče noske, jaz pričakujem tisto prvo utrujenost tam iz 4. na 5. dan. Takrat se mi zdi, da bo zjutraj prišlo do ene take manjše krize, ampak sem se naučil jo premagati pa iti naprej, tako da mislim, da tudi to ne bo tak velik problem. O vaši izčrpanosti bova še govorila čez nekaj dni, ko se spet vidimo. Kako je pa kaj z obremenitvijo kolesa? Lahko gre tukaj narobe? Lahko gre, zdaj oprema zmeraj lahko se tudi pokvari. Tudi za ta primer smo poskrbeli, pride še eno rezervno kolo, ki bo verjetno jutri že tukaj. Treba še ga sestaviti, če se ne motim, bo jutri že tukaj. Tako da to Guinnessova pravila recimo tudi dopuščajo, da v primeru okvare kolesa se pač potem tista pauza prizna zraven oziroma se odšteje, da se kolo zamenja in potem nadaljuje. Kako ste rešili problem neudobnega sedeža? Ja, v bistvu tukaj se gre samo za izbiranje manjšega zla. Zdaj smo izbrali malo manj neudobni sedež, kot pa so ostali.